Živijo družba! Danes vas bom popeljal na en spet malo drugačen izlet. In sicer sem trenutno v vasici Črni Kal, ki je bila včasih poznana predvsem po kolonah, ki smo hodili na morje in iz morja. Danes je pa poznana tudi po cerkvi z nagnjenim zvonikom, pa predvsem po čudovitem razgledu oziroma po trdnjavi na kraškem robu, kjer je čudovit razgled na viadukt Črni Kali in tudi Koper in ostalo slovensko obalo. Pol se bomo pa v Koper podali, pa tam ene sva par stvari pogledali, pa potem imam plan še do Solin skočiti pa Mesečev zaliv pogledati, tako da ostanite zraven. Tole je parkirni prostor na koncu vasice in pičimo gor. Tukaj na Črnem Kalu je pa tudi raj za vse športne plezalce. Očitno sem avto malo prenizko pustil. Se vsi višji pripeljejo. Drugače tukaj sem imam plan že cel časa obiskati tole razgledno točko oziroma to trdnjavo, ampak vedno je nekaj prišlo vmesno, tako da sem prvič tulele in se kar veselim tegale pogleda. Gremo pa kele naprej gor zastavi. Že takoj po tem zgornjem parkirišču oziroma že na parkirišču takele razglede na tole malo višje, ker je res hudo je. Gremo do vrha. Evo utrdba. Kar taka lepa pečina. Super je, ko imajo tele table, da malo preberemo, kaj je tole in kdaj je bilo narejeno. Že v 11. stoletju so naredili in seveda za trgovske potrebe oziroma zaščito trgovskih poti. Tukaj zadaj je osp, Odornice v ospu, pa grad Socerb, pa jama tam na Socerbu, kjer je edini oltar v Sloveniji v jamah. Pa zdaj ste Koper videli, tam dol je pa tudi cerkvica v Hrastovljah, pa pol naprej tam so tudi slapovi. Tako da to pa se najdete v naravo.si izleti v okolici Istre oziroma v slovenski Istri. Evo, kako me zverina čaka, kaj tlele ni bilo všeč. A ne? Je kaj. Je pa pot dol še lepša kot gor, saj je razgled. Tamle sem prej pozabil omeniti Trste tudi, zelo lepo vid. Tamle je Koper. Gremo pa zdaj naprej v Koper, pa Škocjanski zatok pogledati, pa potem na obali, na tej novi plaži sem malo ustavili
pa pol naprej. Evo, viadukt Črni Kalc, spodaj dela pa še viadukt za železnico, za drugi tir. Gremo še Škocjanski zatok pogledati. V Škocjanskem zatoku imamo takole take opazovalne ploščadi, kjer lahko opazujemo različne živalske vrste. Tukaj imamo konje, pa razne ptice, želve. Tudi avtohtono istrsko govedo je tle. Sam videl, če se jih bo kje videl. Pa Škocjanski zatok, predvsem naravni rezervat za ptice, ogromno vrst ptic tle prezimi in tudi poleti jih je ogromno. Pa tudi dvoživke, ful dosti tukaj, potem pač te avtohtoni sesalci, se pravi konji pa govedo. Je pa danes tukaj ogromno fotografov z onimi velikimi kamerami in lepo fotografirajo ptičke. Tole pa drugače tudi razgledni stolp, ki danes imamo še noter, ker imam zverino s sabo. Je pa lep pogled, ne? Zato samo reče razgledni. Koliko vrst arac je tle. Nisem vedel, da tudi srnjad pa lisice, zajci, da so tle. Očitno so. Glej, tale naravnost, če boste zelo dobro pogledali, malo povečal, tudi eden od bikov. Baje, da gre tudi do 1500 kg, da so težki. Je to govedo, da si še malo ven premaknil. Mogočni so. Koper je bil včasih otok, za tiste, ki ne veste. In tale Škocjanski zatok je v bistvu ostank tega, kar je bilo okoli Kopra, ki so pol nasuli in to so v zadnjih 10-15 letih spremenili v tale rezervat. In je prav lušten tak sprehod, pa tudi za te domačine tak rekreativna točka. Se malo okoli pomigaš, mogoče polavfaš. Evo, mi smo okoli, gremo pa zdaj naprej, proti Kopru. To, da so pa v Kopru tole cesto proti Izoli zaprli, pa naredili tlele ful lepo plažo, res ful mi je všeč. 2 leti nazaj sem že obiskal, ampak bila še brez dreves, so pa še posadili drevesa, res
lušten. Edin tale pogled proti luki je malo strašljiv, ampak drugače pa super caj. Ja, tako ležal na soline danes na mogel iti, ker imam Neli s sabo in je za kužke vstop prepovedan. To je mogoče dobro vedeti tudi za tiste, ki boste šli na izlet. Drugače, če bi šel na hrvaško stran, se pravi malo čez mejo, je tudi še zmer Slovenija, ampak tam je še en vhod, kjer greš lahko s psom na povodcu, ampak ne moreš celih solin videti. Tako da bom to za drugič prehranil. Zdaj grem pa v Mesečev zaliv. Zdaj smo pa že nad Mesečevim zalivom. Malo naprej od Belvedera proti Strunjanu. Pojdimo. Prav moram posneti, ker je tukaj dober razgled. Smo pa že nad Strunjanom. Ja, tle gremo pa desno. Kar gneče danes tlele. Nisem mislil, da bo toliko. Razgledi so pa res hudi. Evo ga, Mesečev zaliv. Sem pa prvič tle. Kar kul. Z Neli so se povzpela gor nazaj do Strunjana. Tukaj za nami je tudi Strunjanska cerkev in tle sem bil na prvem košarkarskem taboru 27-28 let nazaj pri Petru Vilfanu. Se gre pa lahko tle krožno turo se lahko naredi, no. Bi bilo Mesečev zaliv skoraj boljše obiskati iz Strunjana, pa se naredi tako luštno krožno turo, no. Ampak za kdaj drugič to. Najbrž se opazi, da nisem na morju, ne? Ampak vseeno, zadnjič, ko sem snemal tole morje oziroma potepanje po Istri, sem pozabil zaključek posneti. Tako da en ful lušten izlet,
so imela z Neli. Lahko zberete samo eno, dve te destinaciji, ki sem jih obdelala, pa boste imeli že super družinski izlet. Drugače pa v blogu na moji spletni strani narava.si izleti znamenitosti slovenske Istre, mislim, da je naslov. Boste videli še več teh idej. Mislim, da je skrb 12, tako da se ful da dobre izlete narediti, več teh izletov. Pa potem je še Glinščica, je pol tudi Vipavska dolina, ni prav hudo daleč in lahko se kombinira tavžent enih stvari. Tako da hvala, ker ste ostali z nama do konca. Imejte lep dan še naprej. Čau!